Nekatere stvari so včasih veliko bolj preproste, kot si mislimo ali kot jih predstavlja naš In ker naši možgani ves čas sprejemajo informacije iz našega telesa, lahko že s tem, da kolikor lahko poskrbimo za svoje telo, vplivamo tudi na naše psihično počutje. Zato nekateri pravijo, da je osnova za čustveno ravnovesje in ohranjanje moči, počitek in kvaliteten spanec, da poskrbimo za zdravo prehrano, da se dovolj gibamo, smo v svežem zraku, ali pa se gibamo znotraj, če ni možno, da gremo ven, in dotik. Dotik osebe, morda živali, morda predmeta, mehke odejice. In to so načini, da poskrbimo zase, za svoje telo in se tako tudi psihično bolje počutimo. Ko se znajdemo v viharnem obdobju v življenju in so pred nami izzivi, lahko doživljamo veliko neprijetnih občutkov in v nas se dogajajo intenzivni procesi. Takrat potrebujemo moč, da bi lažje prišli čez to viharno obdobje. Podobno, kot če se odpravimo na visoko goro. In pomembno je, da se tega zavedamo in da se tudi primerno opremimo in sproti polnimo svoje baterije. Pri tem nam je lahko v pomoč, da ves čas iščemo, kje nam je prijetno, kje nam je lepo, kaj je tisto, kar nas poživlja ali umirja. Kateri so tisti kraji, ki na nas delujejo blagodejno, ob katerih osebah, bitjih se počutimo prijetno, katere so tiste aktivnosti, ki nas umirjajo, poživljajo in ki napolnijo naše baterije. In to vedno najprej začuti naše telo, zato je dobro, da poskrbimo za stik s telesom, da ga poslušamo in kako najbolje lahko poskušamo prepoznati občutke in potrebe in se nato na njih modro odzivamo. Dobro je, če smo lahko pri tem kreativni in ustvarjalni ter fleksibilni in vztrajni, kolikor najbolje lahko. Dovolj je le osredotočeno v usmerjeno delovanje s prisotnostjo in zavedanjem, da izpeljemo korake do željenih ciljev. Naprezanje in borba namreč izčrpata, osredotočeno delovanje pa nas napolni in daje tudi prostor za dopuščanje, za prisotnost, počitek in širitev. In ko naše telo ni zakrčeno in smo umirjeni, takrat svoje telo tudi bolje čutimo in lahko poslušamo, kaj nam pravi in nas na tej naši poti lahko vodi in usmeri. Za krepitev stika s sabo čez dan nam lahko pomaga, če se večkrat ustavimo in svojo pozornost osredotočimo na naš dih. Opazimo, kako dihamo. Morda se lahko naučimo celo trebušnega, globokega dihanja. In to lahko naredimo tudi večkrat na dan. Ko se ustavimo, lahko začutimo tudi svoje telo in usmerimo svojo pozornost v telesu, opazujemo občutke, opazujemo, ali so kje prisotne napetosti in kaj potrebuje naše telo v danem trenutku. Opazujemo pa lahko tudi, kje je naša pozornost. Kakšne so moje misli v tem trenutku? Namreč to, kar hranim, to raste. In dobro je vedeti, kaj je tisto, kar hranim čez dan. Naši možgani, naš si veliko bolj zapomnijo stvari, ki so za nas neprijetne. Zato je pomembno, da z namero usmerjamo svojo pozornost tudi vse tisto, kar je prijetno, kar je lepo in kar je dobro. Pomembno je prepoznati, kje je naša pozornost čez dan, katere so tiste misli, ki se pogosto pojavljajo in v katerih starih konceptih in zgodbah se vrtimo. Našo pozornost lahko vsakič znova nežno in sočutjem in prijaznostjo usmerjamo tudi tja, kjer je svetloba.
In kolikor lahko poskušamo opustiti borbo. Lahko si morda tudi zapisujemo, kaj je lepega okoli nas, kaj doživljamo, kaj prijetnega se nam je zgodilo. Lahko si celo naredimo hvaležkota, kamor dajemo te zapise. Pomaga nam lahko tudi razvijanje ljubeče naklonjenosti, tako da sebi in drugim namenjamo lepe misli in želje. Ali pa morda prepuščanje napetosti in skrbi naravi. Lahko se vračamo v naš namišljen varni kraj. Dobro je, da se zavedamo, da ima naša domišljija in naš um neverjetno moč in sposobnosti. Le odkriti jih moramo in se jih naučiti uporabljati.